Drage udeleženke, dragi udeleženci, pozdravljeni na spletnem seminarju Digitalizacija HR procesov in kadrovska evidenca. Seminar sodi v ciklus seminarjev, ki jih bomo izvedli v teh poletnih dneh. S tem bomo vsi lažje pričakali slovenski kadrovski kongres, ki bo letos 3. in 4. septembra v Portorožu. Na seminarju lahko aktivno sodelujete, in sicer z odgovarjanjem na spletne ankete in zastavljanjem pisnih vprašanj v funkcijah Q&A in chat. Predavateljica bo na vsa vprašanja odgovorila ali neposredno po zaključku predavanja oziroma v roku enega dne. Danes je z nami Nataša Centa iz podjetja Četrta pot. Nataša Centa je pedagoginja, profesorica matematike in fizike, avtorica 2 učbenikov za matematiko. Je nekdanja ravnateljica, danes pa vrhunska strokovnjakinja za digitalizacijo kadrovskih procesov. Je produktni vodja v podjetju Četrta pot. Svoje izkušnje učinkovito vpleta v kadrovski produkt in povezuje ključne člane ekipe k vedno boljšim rešitvam. Njen moto se glasi: skupaj zmoremo vse. Četrta pot d.o.o. Kranj je specializirana za kadrovske, registracijske in plačne sisteme ter sisteme e-vozovnic javnega potniškega prometa. Tako strojna kot programska oprema je plod lastnega znanja in razvoja. Skoraj 85 strokovnjakov Četrte poti že 30 let uspešno sledi najnovejšim trendom s področji razvoja in izdelave strojne opreme, elektronike, naprednih identifikacijskih tehnologij in programskih rešitev. Torej, Nataša, vabim vas, da začnete s predavanjem. Hvala lepa za besedo. Dober dan, lepo pozdravljeni na današnjem webinarju. Kot je že v napovedniku bilo povedano, bomo danes pokazali, kako lahko sodobna IT rešitev pomaga kadrovski službi optimizirati delo in pri tem uporabi seveda čim manj časa. Predstavili bomo, kako aktivnosti potekajo od objave prostega delovnega mesta, prijave kandidatov, izbiranje prijavljenih oseb, urejanje podatkov v kadrovski evidenci s pomočjo sodobne IT rešitve. Trenutna aktualna situacija omogoča podjetjem, da lahko koristijo zakonsko določilo, prehod na 36-urni delovnik. Kako to urediti čim hitreje, tudi to bomo pokazali. Da česa ne pozabite, so to seveda opomniki. Brez poročil, grafikonov pa seveda ne gre in tudi to bomo pokazali v današnjem predavanju. Na začetku bi vas pa prosila, če sodelujete pri spletni anketi. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, na katere vas bi prosili, če odgovorite. Prvo vprašanje, ki je, ali imate že digitalizirane vaše kadrovske procese? Da ali ne? Prosim, če odgovorite. Drugo vprašanje je, ali ste zadovoljni z IT rešitvijo, ki jo sedaj uporabljate? Odgovora sta da, 2, da ali ne. In tretje vprašanje, koliko odstotkov delovnih nalog, za katere ste odgovorni, pokriva vaša kadrovska IT rešitev? 20%, 40%, 60% ali 80%? Dobili bomo tudi rezultate ankete vaših odgovorov. Zanimivi odgovori, polovica digitalizirani procesi, polovica ne. Zadovoljstvo z rešitvijo zanimivo in pa zanimivo tudi to in pohvalno, da je kar precejšen del zaposlenih, ki delajo v kadrovski službi v vaših podjetjih, vzame le 20% časa.
No, bomo videli, ali boste z današnjo predstavitvijo dobili kakšno idejo, kako bi še lahko digitalizirali procese. Digitalizacija procesov je zelo pomembna, ne zdaj za kadrovsko službo, ampak tudi za ostale dele podjetja. Kot je bilo že povedano, bomo danes predstavili digitalizacijo kadrovskih procesov in pa kadrovsko evidenco. Kar precej časa se bomo osredotočili na kadrovske procese, čarovnike, ki so sestavljeni iz posameznih korakov tako, da na vsakem koraku lahko določimo tudi izvajalca, ki ima pravico, da določeno akcijo na posameznem koraku izvede. Dodana vrednost te funkcionalnosti pa je, da nas vnos podatkov za posamezni proces, ki je nastavljen v sistemu, vodi in ni potrebno posebej razmišljati, kam naj kliknem, na katero ikonco, kateri meni je potrebno, da pridem skozi proces, pa še nekaj, da nečesa ne pozabimo, kajti vsak proces je treba na koncu zaključiti. Komu je pravzaprav namenjena digitalizacija kadrovskih procesov? Jaz bom tako rekla, vsem, ki so v podjetju, od zaposlenega do vodstva, do vodje oddelkov, do kadrovske službe in seveda z IT skrbnikom, kajti velikokrat brez IT skrbnikov ne moremo. Vedno jih rabimo za kakšno pomoč. Zaposleni dostopajo do svojih podatkov v skladu z GDPR-jem, seveda. Vodstvo ima možnost, da se odloča na podlagi poročil, grafikonov in sprejema dobre odločitve. Kadrovska služba na množico podatkov, ki jih ima, mora obvladovati te podatke hitro in kolikor poznam delo v kadrovski službi, pride vodja, direktor in vedno pričakuje neko poročilo in to takoj. Vodje oddelkov morajo, želijo, kakorkoli že, vedeti, kaj se dogaja s svojimi zaposlenimi, posebej še, če je v ozadju kakšno ocenjevanje, kakšno nagrajevanje ali ciljno vodenje. Kot sem pa rekla, IT skrbnik nam pa pomaga, da če se zatakne kakšna stvar, da nam pomaga. Kakšna je ključna prednost digitalizacije kadrovskih procesov? Če se osredotočim na eno pomembno stvar je, da so vsi podatki na enem mestu. Da te podatke vnašamo enkrat in na podlagi tega zagotovo naredimo in omogočimo optimizacijo poslovanja. Rešitev Kadri 4 je seveda celovita. Zajema tako kadrovski del, kadrovski sistem, registracijski sistem in plačni sistem. Za vse to, za vse te funkcionalnosti in module je enotna platforma. Kot sem že prej omenila, ko sem se dotaknila vodij, je omogočeno skozi vse funkcionalnosti in module vodenje zaposlenim. Danes se bomo posebej osredotočili samo na kadrovski sistem in na procese, ki sem jih že v začetku omenila. Kje nam lahko digitalizacija pomaga, na katerih področjih? Omenila bom seveda le nekatere. Če se najprej dotaknem organizacijske strukture, sama organizacijska struktura, postavljenost organizacijskih enot v podjetju. Potem sistemizacija delovnih mest z vsemi podatki, izpisi signirnih načrtov, katalogi delovnih mest, personalne mape, najobsežnejši del, bom rekla, evidenc in podatkov, ki jih imamo. Gotovo priprava podatkov za plače, še zlasti, če je vključen plačni sistem. Omenjeni že opomniki in koledarji opomniki, da nas opominjajo, da česa ne pozabimo. Sistem izvede samodejne izračune na področju delovne dobe, minulega dela, pa še kaj bi se našlo. Kar je pa zelo pomembno tudi, da vemo, za katero delovno mesto, za katere kompetence so ljudje usposobljenosti,
in to je prikazano s pomočjo matrike usposobljenosti. Če gremo naprej, je gotovo poročilni sistem tisti, ki da dodano vrednost vsem deležnikom, ki so bili omenjeni na začetku. Dokumenti, ki jih je potrebno dati zaposlenim ali pa poročila navzven, so tudi eden od področja digitalizacije in velike prednosti. Zdravstveni pregledi, intervali zdravstvenih pregledov, tiskanje napotnic, elektronski bolniški list, če se tukaj le dotaknem opomnikov nazaj, tu so pomembna področja, da se česa ne pozabi. Na koncu koncev tudi integracija z drugimi sistemi, s svetom. Če želite poiskati ljudi, ki so v skladu z zakonom kandidati za upokojitev in hitro lahko načrtujete, planirate zaposlitev v prihodnjem obdobju. Jubilejne nagrade, izračuni dopustov, invalidi nad podkvoto, tam, kjer so te zadeve še aktualne. Pomemben e-arhiv, zgodovina podatkov, ki je povezana s časovno komponento, kajti časovna komponenta omogoča premik po časovni premici nazaj, naprej in prikaz stanja na datum, ki je izbran. Kompetence delovnega mesta, katere so zahtevane, katere so splošne, katere so generične, katere so funkcijske, katere so vodstvene in pa seveda vse te kompetence povezane z ocenjevanjem kompetenc in pa kompetenčnim modelom. Tisti del kadrovski prikaz, Kadrisa 4, kjer sem omenila, da je kadrovski, registracijski in plačni del PIT-a, je v tem delu razširjena v neko časovno premico, v nek proces, ki se začne ob tem, da postavimo organizacijsko strukturo, da imamo sistemizacijo vneseno v sistem, da objavimo prosto delovno mesto, izbranega kandidata zapišemo v kadrovsko evidenco, ga prijavimo na zavod preko vmesnika e-vem direktno iz aplikacije, skrbimo za njegovo zdravje preko planiranja zdravstvenih pregledov, mu ga razporedimo, kje bo delal, zdaj smo že v registriranem delu, kjer mu omogočimo, da se registrira in v tem sklopu še vse ostali moduli in funkcionalnosti, ki nam omogočajo, da delamo z ljudi, da jih spremljamo, mogoče bi rekla tudi neke mehke veščine in na koncu tudi do obračun plač. Za vse to skrbijo procesi in pa seveda, kot sem že omenila, opomniki. Danes se bomo dotaknili teh modro označenih področij, kajti da bi vse pokazali, imamo časa premalo. Menim, da je kadrovska služba ena od ključnih služb v podjetju. Če lahko tako rečem, vse se začne in konča v kadrovski službi. Pa poglejmo, kako bi lahko izvedli enostaven vnos novega sistemiziranega delovnega mesta. Kot smo že rekli, bomo to pogledali in vnesli novo sistemizirano delovnega mesto, za katerega bomo v nadaljevanju pripravili objavo za razpis in ga tudi objavili. Pripravljen imam posnetek, ki nam prikazuje, kako izberem proces za vnos novega delovnega mesta. Proces je sestavljen, kot sem že prej omenila, iz korakov in v tem primeru bomo vnesli eno novo delovno mesto, ki smo ga sistemizirali s tistimi podatki, katere moramo glede na sistemizacijo ga vpisati, vnesti, in pa tudi tisto, kar želimo, da bomo objavili na spletu. Kratek opis delovnega mesta gotovo bo tisto področje, ki ga bomo na spletu objavili. Ko to vnesemo, podatke shranimo in se premaknemo na naslednji korak. V naslednjem koraku v skladu s sistemizacijo vnesemo dodatke, ki so na tem delovnem mestu določeni in če je v ozadju kakšen znesek ali točke ali količniki, karkoli je že, to tudi napišemo.
Določimo lahko smer izobrazbe, alternativno smer izobrazbe in pa poklice po standardni klasifikaciji poklicev. Te podatke imamo določene v sistemizaciji in jih tudi vnesemo. Če želimo še kakšen podatek vnesti, imamo poseben zavih kot ostali podatki. Če na tem zavihku ničesar nimamo za vnesti, je enostavno ta korak v procesu postavimo kot neaktivnega. Možnost dodajanja dokumentov, še zlasti opisnega lista, lahko ga dodamo ročno ali pa ga sistem kreira sam. Na to mesto lahko dodamo vse dokumente, ki so povezani z delovnim mestom. Poglejmo, kaj na delovnem mestu potem lahko še določimo. Poleg tega, kar smo vnesli v tem procesu, imamo potem še ostale možnosti, ki so nam na voljo. In če želimo kakšen del tega vključiti v proces, enostavno to vključimo v proces. Če je teh menijev, ki jih trenutno vidimo, preveč in kakšnega sklopa sploh ne uporabljamo, ga enostavno skrijemo. Če je kakšno polje v sistemu, ki nam ne pomeni in nam ne doda dodane vrednosti, ga enostavno skrijemo in to velja za celo aplikacijo. Na tak način si priredimo, da je pregled tega ekrana boljši in prijaznejši in prijetnejši za uporabo. Ko smo pripravili, vnesli delovno mesto, novo sistemizirano delovno mesto, lahko sedaj oblikujemo razpis, podatke za razpis v modulu zaposlovanje. Pa poglejmo, kako bi storili v sodobni IT rešitvi ta korak. Tule bi mogoče na začetku še povedala, da imamo tudi funkcionalnost interno zaposlovanje, ki je namenjeno prijavi na objavljeno prosto delovno mesto za zaposlene v podjetju. Se pravi, če je razpis tak, da je interne narave, se zaposleni prijavijo kar direktno v aplikacijo. V modulu, kot sem rekla, pripravimo razpis za prosto delovno mesto, lahko izpišemo PDM obrazec, in ta PDM obrazec ga lahko natisnemo in nesemo na Zavod za zaposlovanje. Poglejmo, kako to izgleda v modulu zaposlovanje. V modulu vnesemo razpis, tule imamo objavljena 2 razpisa, eden je že objavljen, drugi pa je ta, za katerega bomo razpisali za delovno mesto, ko smo ga vnesli v sistem. Podatki, ki so vneseni v modulu kadrovska evidenca v sistemizaciji, se prepišajo v modul zaposlovanje. Tako da ni potrebno ponovno prepisovati. Odločimo se o objavi, damo lahko še kakšno priponko in na tem segmentu se nam avtomatsko zgenerira tekst, ki ga lahko ponovno, podrobno, natančno še obdelujemo in je primeren za objavo. Ta del so zabeležke, ki so nam v procesu pomembni, če je treba kaj zapisati. Oblikujemo komisijo, tisti, ki imate tak proces, in pa že v samem procesu lahko oblikujem kriterije, ki jih bom upoštevala pri razgovorih. Ko je razpis v statusu objavljen, se pojavi na spletni strani. Kot sem že prej omenila, s klikom na prenos podatkov iz KIS-a dobim podatke o delovnem mestu. Če je interne narave, lahko obvestim naše kandidate, naše zaposlene o tem razpisu. Omenila sem, da je objavljen razpis na spletni strani in objava tega razpisa izgleda takole. Na koncu, poleg vseh opisanih zahtev, imamo še možnost oddaj prijavo, ki jo kandidat izbere in vnese podatke. To pa bomo videli v naslednjem koraku. Se pravi, v prijavi na razpis
bomo pokazali, kako se lahko kandidati prijavijo na ta razpis, na kakšen način vnašajo podatke in kaj se s temi podatki zgodi. Kot smo že videli, razpis je objavljen, kandidati izberejo razpis in izberejo možnost oddajo prijave. Vnesejo podatke, tiste, ki so na spletu določeni, in ti podatki, ki jih imamo, se bojo potem v nadaljevanju prepisali v naš modul zaposlovanje, kjer ga bomo dodatno urejali. Lahko pridamo življenjepis in lahko še v polju spremno besedilo, kaj sporočimo. Strinjanje s hranjenjem podatkov oddamo preko spleta in podatki, ki smo jih vnesli preko sistema, grejo v sistem in se v sistemu obdelujejo in zapisujejo v mesto, kamor je potrebno. Se pravi, zdaj imamo v naslednjem koraku razgovore. V planu imamo razgovore s kandidati, ki so se nam prijavili na razpis. Podjetja imajo tu različno prakso. Nekatera podjetja določijo rok prijave, nekatera ne in v našem primeru tega roka prijave ni. Če je določen rok prijave, potem je prijava možna le do določenega datuma. Pri tem procesu sami veste, kako so ti datumi pomembni, ker tečejo roki in ti datumi so še zlasti pomembni, če pride do kakšne pritožbe. Zato tisti, ki imate te datume in če ima kdo kakšno izkušnjo, ve, kako je to lahko včasih tudi neugodno. Vloge teh prijavljenih kandidatov bomo pregledali in se bomo odločili, koga bomo povabili na razgovor, koga ne, pa poglejmo način, kako to naredimo, kaj nam rešitev omogoča. Se pravi, če izberemo ta razpis za sistemskega inženirja, ki je bil objavljen, pogledamo, ali je kakšna prijava na tem razpisu. Nekaj prijav je bilo že odprej in so bili ti kandidati že vabljeni na razgovor. Nas pa posebej zanima David, ki se je prijavil zdaj nazadnje preko spletne prijave. V tem delu lahko, če dobimo kakšno prijavo po pošti na papirju, jo lahko tudi prepišemo in vnesemo v sistem. Tukaj imamo prepisane podatke iz spletne prijave, lahko jih še dodatno urejamo na tem delu, dopolnjujemo, če česa kandidat ni ali pa nismo zahtevali od njega, prav tako od osnovnih podatkov kot do področij, kjer so znanja. In vse to, kar je kandidat izbral, označil, se zapiše v sistem in pa na koncu, če je karkoli še želi sporočiti, se to nam tudi prepiše. Priponke, kot smo videli, ni dodal, zato tudi priponke ni in sedaj lahko temu kandidatu vnesemo termin za razgovor, kdaj ga bomo povabili, kdo bo vodja in kje bo to, in ta podatek se bo zapisal na zavihek razgovor. Lahko mu tudi pošljemo po elektronski pošti vabilo na razgovor. Nekatera podjetja imajo tudi tako prakso, da imajo v ozadju neko predlogo, ki jo kot priponko pošljajo zraven vabilu in tudi to je omogočeno. Te priponke so seveda od podjetja do podjetja različno. Pa vnesimo en termin razgovora, se pravi 6.7., da bomo imeli primer za pregled, opredelimo, kdo je vodja in kje se bo ta razgovor izvajal. Če imate komisijo dodeljeno, potem do teh prijav za izbrani razpis lahko dostopajo le člani komisije.
To je tudi ena od praks, ki smo jo ugotovili. Evo, in tukaj je podatek o razgovoru, ki smo ga vnesli, se je podatek pripisal. Na razgovoru bomo upoštevali nekatere kriterije. Lahko so kriteriji dodani že na samem začetku, lahko jih pa potem tudi dodajamo, kajti kriterijev nismo objavili. V ozadju lahko nastavimo tudi pravilo, po kakšnem pravilu se bojo te stvari izračunavale oziroma na podlagi teh točk, ki jih bomo določili na razgovoru, se bo izračunala tudi ustreznost kandidata, s katerim opravimo razgovor. Vnesli smo kriterije, v zavihku priponka, pa če imate kakšno zabeležko, kakšen dokument, ga lahko tudi zraven pripnete. Kot sem omenila, ustreznost se izračuna glede na pravilo, ki ga imate, bodisi na ponderiranje, bodisi kakršnokoli drugo pravilo. Za tega kandidata smo se odločili, da ga bomo izbrali in temu kandidatu spremenimo status, da je izbran. Ko bomo rekli, da je kandidat izbran, mu bomo poslali dokumentacijo, ki je zraven še potrebna, od obvestila, da je kandidat izbran, in pa vsa druga obvestila, ki mu še zraven jih pošljete. Predloge so v ozadju pripravljene. Seveda za vse kandidate, ki so prijavljeni na vse razpise ali pa samo na izbranega, imamo tudi poročilo. Skozi celo aplikacijo potem si lahko takole nastavimo prikaz poročila, da imamo bolj pregleden prikaz in sortiramo po posameznih kriterijih. In na ta način lahko pregledujemo, kateri kandidati so za nas primerni, ustrezni in katerega smo izbrali. Skratka, neko poročilo o prijavljenih kandidatov. Predno zaposlimo osebo, to osebo pošljemo še na zdravstveni pregled. Naša rešitev omogoča, da izpišemo napotnico za zdravstveni pregled samo s podatki, ki so vezani na delovno mesto, mu jo izročimo oziroma ročno napišemo njegove podatke in zaposleni oziroma kandidat gre na zdravniški pregled. V nadaljevanju bomo pa videli, da se lahko napotnica za zdravstveni pregled izpisuje tudi s podatkami o osebah, ampak ta oseba mora biti v sistemu. Ko smo našega kandidata izbrali, se podatki zapišajo v kadrovsko evidenco. Zapišajo se tisti podatki, seveda, ki so na voljo. Ostalim neizbranim kandidatom pa iz sistema lahko posredujemo tudi sporočilo, da je bil izbran drug kandidat. Glede hranjenja podatkov, pa smo videli, da jih lahko se kandidat odloči, a njegove podatke v bazi hranimo, se pravi, če poda soglasje, nam ostane v bazi. Če tega soglasja kandidat ne da, pa se podatki izbrišajo po določenem času. Ali jih brišete ročno ali avtomatsko. Kot sem že omenila, če kandidati pošljejo prijavo na papirju, pa lahko administrator vnese kandidate v sistem, da jih imamo na enem mestu. Še posebej so verjetno zanimivi tisti, ki so podali soglasje, da jih lahko shranimo v naši bazi. Pa sedaj poglejmo, kako je ta zapis izbranega kandidata v kadrovski evidenci. Spet bomo šli skozi proces. Spet bomo izbrali proces ali čarovnik, kakorkoli temu lahko rečemo. Naš kandidat je prvič v podjetju, zapisali so se tisti podatki, ki jih je dal, ki jih imamo. Tukaj še določimo določene podatke in kdaj, s katerim dnem ga bomo zaposlili. Ti podatki so vezani na časovno premico, zato bomo zdaj videli, da je 6.7. datum, bo postal 1.7. Kot sem že na začetku omenila, vmes je časovna premica in kandidat je s 1.7. naš
zaposleni. Če grem na naslednji korak, ko sem vnesla vse te podatke, vidim, da so prebivališča že zapisana, kajti to prebivališče smo dobili ob prijavi. Družinskih članov kandidat niti ni mogel, niti jih ni vnesel, jih nimamo. Pri naslednjem koraku v delovni zavarovalni dobi imam pa več možnosti, ali vnesem dobo v letih, mesecih in dnevih. Podatek o tem, da je v našem podjetju, se pa avtomatsko zapiše. Lahko pa dodajam še delovne dobe, če jih ima v delovni knjižici oziroma v potrdilu, če ga prinese. Zdaj moramo pa še povedati, kje bo delal, v kateri organizacijski enoti, na katerem stroškovnem mestu in na katerem delovnem mestu. In vse to skupaj je povezano potem tudi s plačnimi razredi, če imate plačne razrede, in posledično seveda tudi s plačo. Kreiramo vrstico in povemo, kje bo zaposleni delal. V naslednjem koraku ga prijavimo na zavod. Oddamo en obrazec, podatki se bojo izpisali, če v sistemu so, in če uporabnik uporablja funkcionalnost oddaje obrazcev direktno iz aplikacije, digitalnim potrdilom in prijavo to tudi pošlje direktno na zavod. Na koncu imamo še kratek pogled podatki o delavcu, to je nastavljivo, vidimo, kaj tukaj je. In če smo to zaključili, lahko v nadaljevanju urejamo in dodajamo še ostale podatke na ostalih zavihkih. Spet bom tukaj ponovila, če želimo kakšen zavih vključiti v ta proces, ga lahko vključimo. Poglejmo še razporeditev, kajti na razporeditvi so ključni podatki za plačo, o delovnem mestu in pa ostali podatki, ki jih lahko še vzdržujemo. Še enkrat bom poudarila, če je kakšen podatek odveč, ga lahko enostavno skrijemo. Seveda kandidatu lahko s pomočjo sistema izpišemo vso potrebno dokumentacijo, pogodbe, generiramo dopust, obvestilo o dopustu in pa še vse dokumente, ki jih zaposlenemu damo. To je pač odvisno od podjetja do podjetja, ampak če podatki v sistemu so, jih lahko tudi iz sistema natisnemo. Tudi to lahko vključimo v proces kot eden izmed korakov. Naš zaposleni je v sistemu vnesen in seveda se zdaj pojavi na vseh poročilih, na organigramu, na grafikonih, kjerkoli pač iščemo in delamo poročila. Kako ga vidimo v organigramu, na kakšen način mi novega kandidata vidimo v organigramu? Poglejmo. Če izpišem organigram, potem bom izbrala različne kriterije, odvisno tisto, kar me zanima. Trenutno imam prikaz organizacijskih enot z zaposlenimi, lahko mu dam poseben naslov temu organigramu in pa izbiram različen tip prikaza. Trenutno bomo izbrali recimo prikaz s stroškovnimi mesti iz razporeditve in se mi prikažejo zaposleni po posameznih stroškovnih mestih, ampak nekaj podatkov lahko še skrijem, kot so šifre in pa število zaposlenih, in na ta način imam po stroškovnih mestih razdeljene ljudi in tudi našega Davida vidim. Ta organigram lahko izpišem v PDF. Taki organigrami iz prakse ugotavljamo, da so zelo uporabni, kajti pri vsakih poročilih je kar veliko organigramov in tukaj le vidimo, da je ta naš David v sistemu. Vnos povezanega člana, družinski člani, povezani člani, že vmes smo ugotovili, da tega podatka ni bilo in zaposleni, če želi te podatke o družinskih povezanih članih, lahko prinese kasneje, še zlasti, če je iz tega naslova kakšna dodatna olajšava ali pa kakšen dan dopusta. Če zaposleni to stori,
imamo hiter in enostaven vnos spet preko našega procesa. Izberemo proces vnos družinskega člana in v 2 korakih imamo podatek o družinskem članu vnesen. Še enkrat mogoče poudarek to, lahko bi to vnesli vse preko zavihkov, ampak sistem nas vodi in pa omogoča ta proces, da česa ne pozabimo. Tukaj je še opozorilo, če so slučajno v ozadju plače, da če ne izberemo določenih podatkov, se pravi olajšave, da tudi pri plačah te olajšave ne bo. Družinskega člana smo vnesli in sedaj še povežemo družinskega člana z osebo, ki bo tega družinskega člana imela. Določimo še sorodstveno razmerje in pa, kot sem rekla, tudi že davčno olajšavo, kar je pomembno za obračun plač, če imamo v ozadju plače. Lahko gremo potem po zaključku koraka tudi na osebo pogledati, ali so se ti podatki zapisali in na kakšen način so se zapisali. Evo, in v družinski član je na osebi zapisan, povezan in če bi imeli plače, potem tudi ustrezna olajšava pravilno obračunana. Vmes sem že omenila zdravniške preglede. Prej, ko smo kandidata izbirali, smo ga poslali in smo mu dali napotnico samo s podatki o delovnem mestu. Zdaj pa, ko je zaposleni v sistemu, lahko napišemo napotnico s konkretnimi podatki, tudi z njegovimi podatki. Ko zaposleni nekaj časa dela, ga bomo planirali na obdobni pregled ali pa na katero drugo vrsto pregleda. Če podjetje večje, je še toliko bolj pomembno planiranje, kdaj bo zaposleni napoten na pregled. Pa poglejmo, kako lahko oziroma na kakšen način lahko planiramo zdravstvene preglede. To je v obliki koledarja in v koledar lepo vnesemo kandidata in določimo, na kateri dan bo kandidat opravil zdravstveni pregled. Tudi imamo omejitev, da jih ni preveč na isti dan, natisnemo mu lahko napotnico ali samo napotnico ali tudi zraven spričevalo, kakorkoli že se odločite, odvisno od zdravnika, ki opravlja to storitev. Natisnejo se napotnice in dejansko natisnili na papir, bi radi natisnili samo napotnico za izbrano osebo. Napotnica je v PDF-ju in izpiše podatke, ki so v sistemu vneseni. Napotnice lahko tiskamo tudi za več oseb hkrati, kakorkoli se odločimo. Videli pa smo, da se sedaj status oziroma pobarva drugače. Natisnemo lahko tudi vabilo, to vabilo pošljemo po pošti, da mu damo navodila, kaj mora in na kakšen način se mora pripraviti na zdravstveni pregled. Ko ga opravi, lahko tukaj na tem delu vnesemo podatke, zapišemo, shranimo in glede na način se nam bojo potem tudi posamezni zapisi obarvali različno. Se pravi, tili, ki so vijolični, nekaj manjka, tisti, ki so pa zeleni, so pa opravljeni. Ti vijolični so zlasti vezani na tisti del zdravstvenega pregleda, kjer je potreben ali še kakšen dodaten pregled, ali pa ne ustreza vsem standardom, ki so določeni na medicini dela in v oceni tveganja. Na začetku sem omenila, da v današnjem času je situacija lahko tudi taka, da izkoristi podjetje to možnost, da za večjo skupino ljudi iz 40-urnika gre na 36-urni delovnik.
Gre za vnos spremembe za večjo skupino zaposlenih. Preprosto pride do situacije, da je treba naenkrat večjim osebam spremeniti nek podatek. Pripravljen imam primer, kako lahko iz 40-urnega delovnika večji skupini ljudi na hitro spremenim in uredim razporeditve tako, da bojo po novem imeli 36-urni delovnik. Tukaj pa se dotaknem masovnih operacij in sicer teh masovnih operacij je kar nekaj. Mi si bomo pogledali masovno spreminjanje razporeditev. Se pravi, bomo povedali, od kdaj nova razporeditev velja, od kdaj bo delal 36 ur in enostavno tukaj izberemo samo še podatek, da bo delal 36 ur. Poročilo, sistem nam pripravi poročilo, kako da je to opravil in katere zapise je spremenil. Se pravi, vsem tem osebam je zapisal in kreiral novo razporeditev s 1.9. In staro zaključil z 31.8. ter dodal delovnik 36-urni delovnik. To je lahko zelo hitro narejeno, če imamo in uporabljamo to masovno spreminjanje podatkov na razporeditvi. Tukaj je še ena stvar in sicer je še masovno oddajanje M-obrazcev v takem primeru, saj je treba potem tudi izvesti aktivnosti v sklopu oddaje M-obrazcev. Tem osebam, ki smo jih dali iz 40 na 36-urni delovnik, je pa treba natisniti dokumente. Treba jim je dati nek papir v roke. Tudi to lahko naredimo naenkrat za več oseb in sicer tudi z načinom, da izberemo dokument, katerega želimo spreminjati, lahko v PDF obliki, izberemo osebe, ki jim želimo spremeniti, rečemo aplikaciji, da naj to pripravi, aplikacija nam kaže napredek, ki ga naredi in kot vidite tukaj imamo lahko tudi zaklenjeno z geslom. Druga opcija pa je, da pripravimo dokumente za te osebe v Word oziroma RTF obliki, tako da lahko tudi še kaj popravimo. Namreč zanimivo je, da nekatera podjetja natisnejo, pa potem še kar nekaj popravljajo v dokumentih, kar je bilo vedno meni nerazumljivo, ampak tudi to obstaja in naša rešitev, bom rekla, tudi omogoča. Na dokument se izpišejo tisti podatki, ki so nastavljeni, da se izpisujejo in pa seveda, če v sistemu so. Dokumenti se lahko zapišejo tudi na osebni portal v zavihek dokumenti in tam zaposleni lahko odpira dokumente z geslom ali brez gesla, odvisno, kako so izvedene in pripravljene nastavitve. Podatkov je v sistemu veliko. Zdaj smo pa pri poročilih. Te podatke je treba dobiti iz sistema. In ti podatki, ki so v sistemu, so vir poročil za vodstvo, za kadrovski oddelek ali pa tudi za državne inštitucije. Ker nekaj zlasti v javnem sektorju je veliko poročil za državne inštitucije. Poročil je veliko, lahko si jih kreirate tudi sami. Podatke iz poročil lahko izvozimo v Excel ali še nekaj drugih oblik. Mi pa si bomo tukaj pogledali funkcionalnost interaktivnih poročil. Kaj nam torej omogoča funkcionalnost interaktivnih poročil? Kot sem omenila, podatkov je kar nekaj. Iz poročil je kar nekaj. Kot sem omenila, več različnih oblik. Mi si bomo pa pogledali
interaktivna poročila. Pravzaprav, ko imamo poročilo, imamo kar nekaj aktivnosti, število prikazov na stran, katere kolone naj se nam pokažejo, v kakšnem formatu so ti podatki, lahko jih dodatno urejamo, izračunavamo, delamo grafe, sortiramo in grupiramo. Na koncu lahko tudi še po posameznem stolpcu podatke filtriramo in tako pridemo do rezultata. In ko smo mi s poročilom zadovoljni, ga lahko potem izvozimo v CSV, HTML, pošljemo po elektronski pošti ali pa kreiramo PDF. Poročila so seveda tudi izhodišče za grafikone. Brez grafičnega prikaza v obliki grafikonov žal ne gre. Omogočene so različne oblike grafikonov, pa poglejmo nekaj primerov. Prvi primer grafikona, ki ga prikazujemo, je prihodi in odhodi v letih. In sicer je funkcionalnost taka, da nam omogoča tudi izbiro različnih podatkov. Drugi grafikon je Bradford faktor, ki nam lahko po posameznih mesecih določa odsotnosti, zlasti tiste, ki so krajše odsotnosti, ki so bolj moteče od daljših odsotnosti. Tisti, ki to uporabljate, veste dodano vrednost tega grafikona. Potem, če nas zanima število sistemiziranih mest po tarifnem razredu, spet lahko izbiram, po katerem tarifnem razredu. Vedno pa lahko izbiram na datum, Vedno lahko izbiram na datum, zaposleni po delovni dobi. Tisti, ki imajo manj kot 10 let in časovnih intervalih, ki so določeni. Starostna struktura, to je tudi eden podatkov in vem, da tudi eno poročilo za statistiko smo včasih oddajali po teh časovnih intervalih. Grafikoni zelo pomemben del, ki ga kadrovska vodstva ali tudi na koncu zaposleni lahko uporablja in pri svojem delu. Opomniki, da so poročila prava in da je vse v pravem času, pa nas definitivno rešujejo opomniki iz sistema. Tu so zelo dobrodošli našim uporabnikom, govorim iz izkušenj iz povratnih informacij od naših naročnikov, saj se izognejo pisanju na liste in na koledarje in na ta način se izognemo, da česa ne pozabimo. Zdaj, kako je z opomniki? Mi jih imamo veliko, kar veliko vrst opomnikov, ki jih je potrebno seveda aktivirati, nastaviti, kdo ga prejme, kdaj ga prejme, a ga prejme en teden prej ali 14 dni prej, ali ga prejme samo ena oseba ali več oseb. Zagotovo so pa tisti opomniki pomembni, ki imajo kakšne posledice neizpolnitev dejanja, ki ga določa opomnik. Opomnik vidimo na koledarju, na dashboardu in tako imenovanem kadrovskem koledarju. Opomniki so različno obarvani in lahko jih tudi dodatno urejam, če želim, oziroma jih tudi vnašam. Enkratni opomniki so tisti, ki ga vnesemo ročno. Recimo nek dogodek za določeno skupino ljudi, določim, kdo ga prejme, dodam še kakšno prilogo, recimo za testiranje, dodam prilogo, kaj je treba stestirati in še posebej označim, ali je to v delu ali je ne dokončano, kar se pa potem vidi tudi na samem koledarju, ali je v delu ali pa je opravljeno. Opomniki se pošiljajo po elektronski pošti v vsakem primeru in če imamo nastavljeno, se zapišajo tudi v koledar. Mislim, da smo stvari, ki smo jih obljubili na začetku, pogledali. Pogledali smo si način podpore procesom čarovnikom,
v kadrovski evidenci od delovnega mesta do razporeditve, do masovnega spreminjanja in tiskanja dokumentov in na koncu pogledali tudi dodano vrednost opomnikov. Mogoče za zaključek pogledamo še koristi digitalizacije kadrovskih procesov. Zagotovo prepreči podvajanje dela. Veliko dodano vrednost, oblikovanje delovnih mest in organizacijske strukture, odgovornost in natančnost na izvoru je prenesena na izvor procesa, administrativno funkcijo preobrazi v strateško, brezpapirno poslovanje, poveča zmogljivost delovne sile in na koncu zmanjša ure za administracijo. Največja dodana vrednost pa je, če so zajeta vsa tri področja, tako kot kadrovski, registracijski in plačni sistem. Rešitev je res obsežna, zato pa imamo tudi rešitve, ki so namenjene manjšim in srednje velikim podjetjem, oziroma imamo pripravljene pakete za taka podjetja. V današnjem delu smo dejansko pokazali le del funkcionalnosti in možnosti pomoči kadrovskemu oddelku, vodjem in seveda zaposlenim. Funkcionalnosti je še veliko, to pokažemo na naslednjih webinarjih, zato vabljeni tudi na naslednje webinarje. Toliko z moje prezentacije, hvala za pozornost. Peter, predajam vam besedo. Hvala lepa res za temeljito in strukturirano predstavitev področja, Nataša. Ključno tisto, kar smo tudi videli na današnjem predavanju, da urejena in uporabniku prilagojena evidenca je podlaga za avtomatizacijo procesov, ki jih na 4. poti lahko izvajamo s pomočjo čarovnika. Vprašanje je bilo kar nekaj. Zato vsa vprašanja bomo tudi Nataši posredovali in vam bo tudi na nje odgovorila. Zaradi časovnih omejitev bi pa z današnjim predavanjem zaključili in vas povabili, da ste z nami tudi na naslednjih seminarjih. Torej, hvala lepa predavateljici Nataši Centa iz podjetja 4. pot d.o.o. Kranj. Hvala za izčrpno in strukturirano in zelo jasno predavanje, predstavitev sistema. Hvala vsem udeležencem za udeležbo, hvala tistim, ki ste tudi zastavljali vprašanja. Na vsa vprašanja vam bo Nataša odgovorila v roku enega dne. Naslednjič se vidimo na digitalizaciji kadrovskih procesov z EHRM. Z nami bo Nataša Dremelj iz podjetja Agitavit v torek 14. julija ob 14. Spletna prijava je že aktivna. Vabim vas, da se prijavite, sicer pa tudi, da nas spremljate še naprej na družbenih omrežjih in upam, da se tudi v živo vidimo na Slovenskem kadrovskem kongresu 3. septembra. Želim vam lepo popoldne in vse dobro.